Današnji evangelij nam ponuja nekatere izraze, ki jih je izrekel Jezus med praznikom posvetitve Jeruzalemskega templja, ki so ga obhajali konec decembra. Bil je na področju templja in morda mu je vgrajen sveti prostor navdihnil podobo ovčje staje in pastirja. Jezus se je predstavil kot dobri pastir, rekoč: Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj, in jaz jim dam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Te besede nam pomagajo razumeti, da se nihče ne more imeti za Jezusovega učenca, če ne posluša njegovega glasu. To, poslušati, pa ni površno, temveč dejavno, in sicer do te mere, da je možno resnično medsebojno poznavanje, iz katerega pa potem izhaja resnična velikodušna hoja, izražena z besedami: in hodijo za menoj. Gre torej za poslušanje ne samo ušesa, temveč tudi srca. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor med opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na 4. velikonočno nedeljo, oziroma nedeljo dobrega pastirja. Nadaljeval je: Dunque, l'immagine del pastore e delle pecore. Torej, podoba pastirja in ovac nakazuje na tesen odnos, ki ga želi Jezus postaviti vsakem od nas. On je naš voditelj, naš učitelj, naš prijatelj, naš zgled, predvsem pa naš zveličar, kar potrjuje naslednji stavek evangeljskega odlomka: in jaz jim dam večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. To lahko tako govori samo Jezus, kajti Jezusova roka je eno z očetovo roko in oče je večji od vseh. Te besede nam sporočajo občutje popolne gotovosti in neizmerne nežnosti.